Spoštovani govorniki in govornice, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na že 13. posvetu e-zlorabe otrok. V dobi selfijev, ko si življenja brez elektronskih naprav pravzaprav ne moremo več niti predstavljati, so mladi izpostavljeni novim in novim tveganjem, ki si jih še desetletje nazaj ni bilo mogoče niti zamisliti. Priljubljene spletne platforme, kot je Instagram, ki jih uporablja velika večina mladih, so postale prodajne izložbe. Ne samo za izdelke, pač pa tudi za telesa. In žal ne samo odrasla. Med mladimi je izmenjava golih in razgaljenih fotografij prek telefonov danes nekaj povsem vsakdanjega. Tudi nenadzorovano širjenje teh posnetkov na spletu žal ni osamljen pojav. Vse mlajši otroci dobivajo in uporabljajo telefone. Verjetno ste že opazili, da ste na sedežih dobili pravzaprav pred kratkim izdani priročnik Prijavne točke spletno oko, ki obravnava te in še druge trende z področja posnetkov spolnih zlorab otrok. Poleg Prijavne točke spletno oko, ta posvet, torej sta organizatorja tega posveta še Uprava kriminalistične policije, Generalne policijske uprave in pa Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Zato zdaj k besedi vabimo vodne govornike, najprej prodekanjo Fakultete za družbene vede, v okviru katere deluje Center za varnejši internet, katerega del je tudi spletno oko. Doktorica Andreja Jaklič, izvolite, prosim. Hvala lepa, dobrodošli na Fakulteti za družbene vede in lepo pozdravljeni. Zares me veseli, da smo se zbrali v tako velikem obsegu in najprej bi iskreno pozdravila direktorja Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS, gospoda Nenada Šutanovca. Lepo pozdravljen tudi gospod magister Damjan Petrič iz Uprave kriminalistične policije. Zelo me veseli, da je partnerstvo med temi tremi organizacijami trdno, čvrsto in da je vzpostavljena ta medsebojna pomoč skozi leta, ker samo s medsebojno pomočjo in predanim delom lahko nastopamo proti tako pomembnim rizikom. Lepo pozdravljam tudi vse udeležence in udeleženke tukaj v dvorani in tudi na spletu. Posebej me veseli, da je ta dogodek prerastel v tradicionalni dogodek, ki ima čedalje večjo udeležbo. In seveda poseben pozdrav tudi vsem govorkam in govorcu, ki bodo na novo predstavili nove ugotovitve. Že 13. leto ste skupaj, mnogi se redno vračate na to mesto, ponovno združuje predstavnike policije, tožilstev, Center za socialno delo, predstavnike šolstva, predstavnike zdravstva, predstavnike nevladnih organizacij. Kot rečeno, take ekipe, tako sodelovanje vzpostavlja nove vezi, hitrejši pretok znanja in tudi uspešnejšo delovanje na posvetu. Zdaj, kot je bilo že rečeno, pred nami je nov priročnik. Ekipa spletnega očesa na naši fakulteti se z vsemi partnerji zelo trudi, da sledi tehnološkemu razvoju, da naslavlja vsa nova tveganja, ki so povezana z razvojem umetne inteligence, z virtualno in obogateno resničnostjo in seveda tudi z družbenim dogajanjem, posledicami covida in vseh povezanih ukrepov. Tako da vse te teme, ki so izrasle iz zadnjih let, so naslovljene in bodo tudi tema današnjega posveta. Res dobrodošli, želim vam plodno razpravo, ekipi spletnega očesa in partnerjem čestitam za vztrajno in predano delo in želim vam uspešno in plodno razpravo in veliko novega znanja. Hvala lepa vsem. Hvala lepa doktorici Andreji Jaklič. Zdaj pa k uvodnemu nagovoru vabim gospoda Nenada Šutanovca, direktorja Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Izvolite.
Spoštovana prodekanja, spoštovani direktor, spoštovane dame in gospodje, udeleženke in udeleženci, organizatorji. Internet in sodobni digitalni poslovni modeli, kot so družbeni mediji, digitalne platforme, mobilne aplikacije, v letošnjem letu tudi generativna umetna inteligenca s ChatGPT in druge digitalne tehnologije vedno hitreje spreminjajo naše življenje, naše delo. Žal pa tehnologije poleg nedvomnih koristi prinašajo tudi nevarnosti in tveganja. Če pogledamo kibernetsko varnost, po podatkih SICERTA se število kibernetskih napadov odločno narašča vsako leto, 30% v letu 2022 glede na leto 2021, na primer. Prav tako naraščajo različni načini napadov, tako na posameznike kot na podjetja. Še posebej so vsem nevarnostim pri brskanju po spletu in pri uporabi spletnih storitev izpostavljeni otroci in mladostniki, ki so zaradi svoje nepremišljenosti, izpostavljenosti in tudi nezavedanja nevarnosti najbolj ogrožena in ranljiva skupina internetnih uporabnikov. In zloraba je za otroke še posebej travmatična izkušnja, ki lahko pusti dolgotrajne posledice. Zato se je potrebno proti zlorabam otrok odločno boriti. Pri tem so zelo pomembne evropske uredbe in direktive. Trenutno je v zaključni fazi priprave najpomembnejša nova uredba EU z tega področja za preprečevanje spolnih zlorab otrok na spletu in boj proti njem. Pri čemer pa je potrebno poudariti, da je nujno, da nova uredba stopi v veljavo najkasneje do 3. avgusta leta 2024, to je slabo leto, ko poteče začasna uredba. Če ne bo sprejeta pravočasno, bo nadaljnja uporaba orodij za odkrivanje spolnih zlorab otrok na spletu v komunikacijskih storitvah prepovedana v EU. To so okolja, ki jih storilci najpogosteje uporabljajo za izmenjavo gradiv o spolni zlorabi otrok in za spolno napeljevanje otrok. Če uredba ne bo sprejeta, bo torej ogroženo veliko število otrok. Samo v letu 2021 je bilo po vsem svetu prijavljenih 81 milijonov slik in videoposnetkov, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok, še veliko več pa jih ostaja neprijavljenih, tako razširjeno je. Zato tega ne smemo dopustiti. Izredno pomembno vlogo pri zmanjševanju zlorab otrok imamo starši, vendar je prav tako nujno, da pri tem sodeluje celotna družba, od šolskega sistema, civilne družbe, zakonodajalcev, kot tudi organov pregona. Kar se šolskega sistema tiče, bi želel ponovno poudariti pobudo Združenja za informatiko in telekomunikacije in mnogih drugih strokovnih deležnikov v Sloveniji, da se čim prej uvede obvezni predmet računalništva in informatike v osnovne in srednje šole, kar bi nedvomno dvignilo kompetence in zavedanje otrok o nevarnostih na internetu in kako se jim izognemo. Tu v tem trenutku za drugimi državami žal močno zaostajamo in nujno je odločno in takojše ukrepanje države. Prepričan sem, da lahko tudi na današnji že 13. posvet e-zlorabe otrok pomembno pripomore k temu, da se različni deležniki v družbi pogovorimo in poiščemo rešitve, ki bodo omogočale učinkovito ukrepanje. V Združenju za informatiko in telekomunikacije vse te aktivnosti pozdravljamo in podpiramo, kakor tudi projekt Spletno oko in se za vaš trud še posebej zahvaljujemo. Da torej skupaj naredimo digitalno družbo varno, humano in v korist zdravega razvoja in svetle prihodnosti naših otrok v digitalni dobi. Želim vam prijeten in koristen dan. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Šutanovcu. K besedi pa vabim še direktorja uprave kriminalistične policije, gospoda Damjana Pejtirča. Izvolite, prosim. Pozdravljeni. Pozdravljena tudi oba dva spoštovana soorganizatorja, prodekanja in pa direktor. Veseli smo, da skupnimi močmi različne institucije prispevamo k večji varnosti vseh nas, kar je temu tudi današnja tema. Spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega posveta, spoštovani gostje iz tujine. Vesel sem, da vas lahko pozdravim na tem že tradicionalnem 13. strokovnem posvetu o spletnih spolnih zlorabah. Danes bo govora o izredno pomembni temi, ki se dotika naših najmlajših, otrok. Vsako leto se tukaj zberete udeleženci iz različnih institucij, ki delate z otroki
in je za vas nujno, da to temo dobro poznate. Da znate otroke, ki so žrtve tega kaznivega dejanja, prepoznati ter jim ustrezno pomagati. Vsi otroci, za katere radi rečemo, da so naše največje bogatstvo, se lahko znajdejo v tveganih in nevarnih situacijah zaradi širokega nabora aktivnosti, ki jih internet ponuja. Zaradi njihove mladosti, neizkušenosti, radovednosti in naivnosti so najbolj ranljiva skupina uporabnikov svetovnega spleta. Večina nas odraslih vidi realno življenje in spletno življenje kot ločeni sferi. V resnici pa otroci odraščajo s tehnologijo in internetom, zato sami te razlike ne občutijo. Spletno življenje je zanje prav tako pomembno kot realno življenje, če ne celo še bolj. Splet jim predstavlja možnosti za učenje, socializacijo, druženje, iskanje informacij in socialne potrditve. Tehnologija je s svojim hitrim razvojem nesluteno spremenila odraščanje naših otrok. Včasih se prav zaradi tega odrasli, torej tisti, ki smo dolžni skrbeti za varnost in razvoj naših otrok, ne znajdemo najbolje v takšnih situacijah. Ne vemo, kako bi se z otroki pogovarjali o njihovih spletnih dejavnostih, spletnih prijateljih, vsebinah, do katere dostopajo preko svojih pametnih naprav, predvsem pa o tveganjih, ki so izpostavljeni pri brskanju po internetnem oceanu. Pogovori o spletni varnosti in varni spletni spolnosti že dolgo niso več izbira staršev oziroma odraslih, temveč je to celo nuja. Čeprav je povsem normalno, da otroci raziskujejo svojo spolnost tudi na spletu, morajo biti opremljeni z ustreznim znanjem o digitalni varnosti, da lahko to počnejo varno. Največja težava je v tem, da niti odrasli ne poznamo vseh nevarnosti, tveganj in zlorab, ki otrokom pretijo, in zato tudi otrokom ne znamo pravilno svetovati ali jim pomagati. Prav temu so namenjeni posveti, kot je današnji. Saj v zadnjem času opažamo vedno več otrok, ki si na spletu izmenjujejo spolne vsebine za denar. Otroke, ki jih razni spletni vplivneži in spletne strani, ki pri njih spodbujajo nenehno digitalno aktivnost in težnjo po všečkih, hitro premamijo, da objavljajo svoje tudi intimne fotografije. Velikokrat so otroci bolj digitalno pismeni od svojih staršev in drugih odraslih. Večkrat pa pozabimo, da smo mi odrasli in oni otroci. Mi smo njihov zgled, njihovi vzgojitelji. Otroci lahko dobijo ogromno sporočilo o spletni varnosti že v šoli in v drugih svojih prostočasnih dejavnostih, vendar pa so včasih zmedeni in ne vedo, kaj je prav, če ne vidijo, da so odrasli okrog njih ne držijo teh nasvetov, ki jih sami dajemo otrokom. Otroci imajo nas, odrasle, za kompas v svojem življenju. In zato ne gre samo za to, kakšne nasvete z njimi delimo, temveč tudi, da nas otroci neprestano gledajo, opazujejo, kaj mi počnemo. Enako velja tudi za našo uporabo spleta in uporabo pametnih naprav. Organizatorji tega posveta se vsako leto potrudijo, da vam ponudijo aktualne in zanimive vsebine. Tudi letošnji posvet verjamem, da bo za vsakega izmed vas našel nekaj uporabnega in novega zase. Verjamem, da bo izmenjava izkušenj, mnenj, praks in znanj tudi s predavatelji iz tujine kvalitetno doprinesla k obravnavi teh primerov na našem področju. Želim vam uspešno in produktivno delo na tem posvetu, obilo izmenjanih izkušenj in dobrih praks. Srečno! Najlepša hvala vsem uvodnim govornikom. Zdaj pa k besedi vabim doktorico Eleno Martelozzo, kriminologinjo z Centra za študije o zlorabi in travmi otrok, ki deluje na Univerzi Middlesex v Londonu. Predavateljica bo predstavila zaskrbljujoče izsledke študije